Nekaj dela je, samo je pa hkrati tudi priložnost. Smo tukaj same, ne? Tukaj je knjižničarka ena za vse, in za nabavo, obdelavo gradiva, izposojo, za pedagoško delo, ki ga imamo z dijaki. Tako, one man band, ne, smo me, knjižničarke šolske, tako si rečemo kdaj v hecu, ne. Je specifika, ne, ker je šola, ima tudi druge, pač prednost je pouk, ne, in potem v bistvu smo neke vrste servis, tako pri literaturi, kot tudi pri drugih dejavnostih, projektnih dnevih. Je potrebno priskočiti, kakšno delavnico organizirati, kakšno razstavo narediti, ne. Ko sem jaz začela delati v tej knjižnici, je pač tu bil še star program, in ki ni bil več kompatibilen, in potem smo razmišljali, da bo treba nekaj zamenjati, in jaz sem se takrat tudi malo posvetovala z našo takratno svetovalko, recimo gospo Steinbuchovo. Imela sem tudi podporo vodstva šole in dejansko potem ni bila težka odločitev, ne, za Kobis, ker je to nekje, se je že takrat vedelo, da je to prihodnost in da slej ko prej bo prišlo do tega, da bomo vse knjižnice, tudi šolske, na Kobisu, ne. Mi smo se lotili postopoma, vse pravim, videli smo tukaj priložnost, da prevetrimo knjižnico, da odpišemo staro gradivo, da posodobimo, da še enkrat pogledamo postavitev, če je res ustrezna našim uporabnikom, in potem smo se lotili postopoma. Najprej smo vpisali domača branja, torej smo vzeli pač prioriteto, tisto gradivo, ki se več izposoja, ne. Tako da najprej smo domača branja vpisali, potem leposlovje in na koncu strokovno literaturo, in pa to tudi po področjih, recimo smo začeli z matematiko, fiziko, to, kar se največ izposoja. Ja, v bistvu smo prevzemali, ne, iz vzajemne baze prevzameš zapis in ga pač preneseš v svojo lokalno bazo in potem samo izpolniš to polje 996, 997, svoje lokalne podatke daš, ne. Mi smo si pustili še nekaj časa star program, ravno zaradi gesel, da mi ni bilo potrebno na novo spet študirati gesla. Sem recimo pogledala, katera gesla sem imela vpisana, in sem jih prepisala oziroma po potrebi dodala, spremenila, ne. Enostavno, hitro, ne, prevzameš zapis in dodaš svoje lokalne podatke. Udeležila sem se 2 izobraževanj v Mariboru na Izumu, mislim, da je bilo 3-dnevno prevzemanje zapisov in zaloga in potem še 2-dnevno izposoja, ker smo kar vzporedno šli tudi že na izposojo. Ostalo pa potem sledim tem online predstavitvam oziroma dopolnitvam, ki jih pošilja Izum sproti, ne, obvešča po mailu, dobivamo obvestila o novostih, ne, in si potem preberem, ampak ni toliko tega, ne. Jaz moram povedati, da večjih težav nismo imeli, če pa se kdaj pojavi kakšna zadeva, pa smo poklicali na helpdesk in tam so nam vedno zelo ustrežljivo, prijazno pomagali, priskočili na pomoč, te vodijo skozi program, ti pomagajo, da prideš do rezultata. Lahko povem konkreten primer, jaz vsako leto pozabim recimo inventarno knjigo, ker jo enkrat na leto samo printam in takrat vedno decembra pokličem na helpdesk in mi pomagajo in me vodijo in v par minutah imam sprintano inventarno knjigo. Ali pa recimo tudi vsako leto pokličem, kako razrede prestaviš, ne, 1A gre v 2A in tako. Ja, zdaj posoja je tako, dopoldne je kar mir, potem pa recimo med glavnim odmorom je več in pa po pouku, ne, od 1:30 naprej, takrat je izposoja pogosta. Zdaj naši dijaki imajo izkaznice, ki jo dajo pod čitalec, tako da se odpre njihovo polje in potem izposodim gradivo. Oziroma zdaj pri vračanju se je nekaj spremenilo, ne, da včasih smo 2-krat dali knjigo pod čitalec, ne, prvič, da je recimo si šel pod vračanje in prvič je pač našlo knjigo, polje je odprlo od dijaka in si dal še enkrat in je zbrisalo. Zdaj pa to je spremenjeno, ne, zdaj pa moraš klikniti vrni. Mi je bilo prej bolj všeč, se mi zdi, da je šlo hitreje. Oziroma ta preklop med izposojo in vračanjem, ne, ker recimo dostikrat pride dijak, vrne in reče, to vrnem, to si pa izposodim, ne.
In potem je malo zakomplicirano, ne? Ker ti moraš najprej knjigo odčitati, potem stisniti vrni, potem se dejansko zapre njegovo polje in potem ga moraš iti ročno na namizje, spet odpreti gradivo domače knjižnice in potem mu šele izposoditi, ne. Prej je bilo bolj enostavno, ker si imel ves čas odprto njegovo okno in si lahko, ne, vračal, izposojal in potem, ko si končal, si ga sam zaprl in je bilo. Vsako leto, ko peljemo v začetku šolskega leta prve letnike v splošno knjižnico in tam predstavijo M-Cobiss, in jaz vidim, da potem kar, ne bom rekla večina, ampak nekateri to uporabljajo, ko pridejo si izposoditi gradivo, pa pridejo s telefončkom in vidim, da imajo M-Cobiss, ne, poiskano gradivo in me potem vprašajo, kje lahko to najdejo, ne.